Kaj se je dogajalo danes na skupščini? Ste zadovoljni z rezultati? Varnajo nas na vse mogoče načine. Usiljujejo nekaj, kar nič je država vse že postavila, vse že urgirala, vse že napisano in sploh ne dovoli, da pride do naš predlog do kakega glasovanja. Kaj boste naredili? Zapustil sem vse, ki se mi zdi, da sploh nepravično poteka in da bi bilo dobro, da jo vodja prekine. Vi ste zdaj že tretja ekipa, ki je protestno zapušča sejo, skupščino. Kako to, da šele sedaj ste vztrajali, ste mislili, da do konca? Ja, Kaj tudi, ja. Mislil sem vztrajati do konca zaradi tega, ker sem mislil, da pač taki predlog, ko so ga zdaj predlagali, ne bo dali na sejo, da ga bo maknili z dnevnega reda. Kakšen pa je to predlog? Ampak vztrajajo, da se zamenja komplet nadzorni svet in imajo svoje kandidate že pripravljene po tej politički liniji, kdo bo prišel v nadzorni svet. To je pa absolutnega predsednika, treba odstraniti iz dvorane. On mora zastopati naše interese, ne pa interese kapitala. Obkradli so nas tako ali tako dosti na vse mogoče načine, pa nas še tu hočejo zdaj uničiti. Povejte, zapustili ste skupščino predčasno, kako to? Ja, sod je spet izkazal, da mu ni mar do državljanov in sicer je podal predlog 9 kandidatov, od tega so 4 obstoječi, zamenjali so seveda politično nespodobne kandidate. Zdaj trenutno teče proceduralni zaplet, ker njihov predlog tudi formalno ni bil v pravilni obliki in sicer niso podali ustreznih izkušenj, niti vseh tistih zadev, ki jih zahtevajo zakon o bančništvu in drugi podzakonski akti, kaj še statut nove KBM. Več vam bojo povedali predstavniki, gospod Verbič, ki predstavlja našo organizacijo, jaz sem sekretar Stankovič, Vseslovenskega združenja malih delničarjev, in gospod Kramberger, ki sta opozarjala na nezakonitost in na eklatantno kršitev vseh norm in predsedujoči zdaj poskuša nekako rešiti ta zaplet, ob seveda posmehu dr. Andoljška, ki je nepričakovano odstopil od svojega predloga in prepustil, da se najprej glasuje o predlogu soda, ki ima 4,8% in ne o predlogu države, ki ima 42%. Ta imena teh 9 kandidatov za zamenjavo nadzornega sveta so znana imena? So znana, vam bojo povedali, ampak mislim, so to znani ljudje iz politike? Mislim, da gospod Kramberger vam bo lahko vse vzročne zveze povedal, da vse poti vodijo v obstoječo vlado in dr. Bajuk. Omenili ste Verbiča in Krambergerja zdaj skupaj. Krambergerja župana in Krambergerja nova KBM tudi v tem predlogu podpira gospoda Verbiča. Ta nasprotja, ki so bila, so umetno sprožena in so neumnost, ker do same skupščine smo dobro sodelovali. Gospod Kramberger iz nove KBM ne damo je žrtev nekih spletk, v katerih pa ne bi razpravljali. Hvala. Nič razočarani, nič kaj novega. Država vodi svoje, Bajuk svoje, delničari mali so na nuli. Menite, da glede na ta predlog, da se razširi članstvo na nadzornem svetu tudi z predstavniki malih delničarjev, pa so ta predlog zavrnili? Ja, meni se zdi to vmesno. To bi bilo pošteno. Zopet pa je stvar v tem, tam, kje je večji kapital, tam pač on odtehta svoje. In to se malim delničarom, jaz sem tudi tisti, imam teh 27 delnic, 22 delnic, ravno tako razmišljam. Jaz sem si napisal eno in drugo, da bom sprožil, ampak so bili drugi pred mano in nima smisla ponavljati. Povejte mi, kdo so ta imena, teh 9 predlaganih za nadzorni svet, so znana imena? Meni so imena neznana, jaz se ne slučam v teh krogih, ampak nekateri oziroma gospod Kangler je povedal, da je to pretežno iz političnih krogov.